Medtem ko večina velikoserijskih in maloserijskih proizvajalcev svoje adute za salon pokaže že dneve, tedne ali pa celo mesece pred salonom, so pri Giugiaru počakali do zadnjega trenutka in kot kaže, so imeli kaj skrivati. Tale zadeva se imenuje brivido, kar je pravzaprav prevedeno vznemirljivo in avto dejansko je izredno vznemirljiv. Štirisedežni kupé, pri katerem najbolj poudarjajo udobje, hibridni pogonski sklop in pa seveda športni značaj, je narejen v sodelovanju s Volkswagenom, ki je v bistvu kupil 90% Giugiara 2 leti nazaj in ga s tem verjetno rešil pred propadom. Ma pa tale brivido ene par res zanimivih detajlov. Poglejte na primer luč, ki poteka od tukaj do sem, potem se pa ledice nadaljujejo do sem. Pravzaprav gre za dvometrsko luč in to je tisti trenutek, ko luč ni le svetilo, ampak dejansko in tak oblikovalski cukrček. Druga zadeva, ki pa je prav tako zanimiva, je pa to, da je to štirisedežnik, ima na vsaki strani le ena vrata, dvižna, ampak so izredno velika in tukaj pri zadnjem delu avtomobila se zajedajo v streho, pravzaprav tako, da je izstop in pa vstop v avto zelo lahek. Zelo obsežno pa so uporabili tudi steklo in to se najboljš vidi na vratih. Poglejte, tale del je nameščen pravzaprav zelo nizko in voznik med parkiranjem lahko vidi pločnik. Kako to, da se tega ni spomnil že kdo drug? Kdaj prej? In seveda je Brivado hibrid. Njegov bencinski del pogona predstavlja približno 265 kW, če pa dodamo poleg še električni motor, v katerem pravzaprav ni veliko znanga, pa skupna moč naraste na kar 300 kW. No, tudi notranjost je, kot se seveda za kakšen tak koncept spodob, izredno zanimiva, razgibana. Seveda pa izstopata tale dva mala ekrančka, ki sta pravzaprav tu zato, da povesta, kaj se dogaja z avtomobilom. Namreč, avto nima dveh vzvratnih stranskih ogledal, ampak dve kameri. Druga stvar, ki pa je tudi izredno zanimiva, je pa to, da lahko potniki gledajo na zaslonu filme, pa karkoli povezano z avtomobilom, na televiziji, v 3D tehniki. Pravzaprav je čudno, da se ni že kdo prej spomnil tista smešna 3D očala prenesti v en avtomobil. No, v serijsko proizvodno pa tale Brivado verjetno nikoli ne bo prišel, ampak z veliko verjetnostjo pa lahko trdimo, da bo katera od njegovih potez ali pa domiselnih rešitev slej ali prej prišla v serijsko proizvodno, morda pri katerih od znamk, ki so tesno povezane z Giugiarom. Kako se vam recimo sliši 3D TV v kakšnem Golfu?